Na Gospodarski zbornici Slovenije je potekalo prvo delovno srečanje ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo magistra Radovana Žerjava z GZS in slovenskimi gospodarstveniki. Na srečanju so bila zbrana podjetja iz vseh branž slovenskega gospodarstva, razprava pa je bila posvečena najbolj aktualnim gospodarskim temam in ukrepom za zagon ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. No, danes je bil v osnovi namen tega sestanka, za katerega so se dogovorila s predsednikom pred časom, imenovali smo ga udarec na 1. marec, predvsem, da se pogovarjamo v smeri iskanja rešitve na tem administrativnem polju. Skratka, en del je tisti, ki zahteva finančna sredstva iz proračuna. Tu smo seveda uokvirjeni pač v zmožnosti, ki jih v tem trenutku imamo. Imamo pa na drugi strani dobro voljo, da nekaj naredimo na tem administrativnem delu. Skratka, da najdemo neko aktivno sodelovanje med vlado in gospodarstvom, da z roko v roki pač naredimo nek korak naprej. Ne samo tam, kjer so potrebni finančna sredstva, ampak tam, kjer je potrebna dobra volja. In tisto, kar nas je danes najbolj prepričalo, je predvsem zelo jasna ocena, ki jo ima minister in deli z nami o trenutnih razmerah v slovenskem gospodarstvu in tudi prepričanje o potrebnosti sodelovanja in nekih hitrih, konkretnih dogovorih in premikih na posameznih področjih. Za nas je najbolj pomembno na eni strani, da zagotovimo finančno stabilnost v Sloveniji, da bomo na mednarodnih trgih dobili večjo kredibilnost, višjo boniteto ali pa da vsaj preprečimo padanje bonitete, potem pa so potrebne spremembe, ki bodo omogočile nek nov gospodarski razvoj, od tega, da bomo, kot pravimo, debirokratizirali vse postopke, do tega, da bomo dobili tudi tuje vlagatelje, da bomo zagotovili finančno stabilnost v poslovanju, se pravi večjo pravno varnost in, kot rečeno, reforme povezane s trgom dela. Minister Žerjav pa je še posebej poudaril, da želimo že v tem prvem letu mandata stopiti v smer konkurenčnejšega poslovnega okolja. Jaz mislim, da je to ključni signal, ki ga dajemo ne samo navznoter, ampak tudi navzven.